Je to ena farsa pa komedija, da je pač gospod Golob se odločil odzeti Darju Ivankoviću Maseratija, zato ker pač sem ga vozil jaz, vemo vsi, da pač je to maščevanje, zato ker je njegova sedanja žena bila pri meni parkrat na jahti. Kot ste čuli, ga vozila tudi odvetnica Dijana Đuđić, to je tudi maščevanje njej, ker je takrat sklenila posilno pogodbo z SDS-om, ampak na kratko bodo pa potegnili pač davkoplačevalci, kajti tu se pogovarjamo o cirka 300 000 evrih že mesec najema tega avtomobila, kajti dnevni najem takšnega Maseratija je 500 evrov, FURS oziroma vlada pa ta avto zadržuje že 2 leti pa pol oziroma ga ima v najemu že 2 leti pa pol. Za koliko pa vaš kolega toži, imate odškodninski zahtevek 50 000? Ne, odškodninski zahtevek je v Bosni vložen, ker je on bosanski državljan, plus avtomobil je bosanskih registrskih tablic, je za eno leto 80 000 evrov, ampak se bo sedaj znesek bistveno povečal, kajti že 2 leti in pol avto zadržuje FURS oziroma vlada Republike Slovenije. Ampak vseeno FURS je že takrat zapisal, ne, da ste v bistvu so ugotovili, da ste vi dejanski lastnik vozila, da se to vozilo tudi uporabljalo in da je bilo pač to vozilo zaseženo pač kot predmet davčne izvršbe. Ko ste slišali danes na sodišču in tudi dokazi bili predočeni, avtomobil je uporabljal tako Darjo Ivanković, jaz in pa odvetnica Dijana Đuđić. Glede na to, da pa je bil avtomobil plačan z denarnim tokom v Bosni, torej nakazan denarni tok, nikdar nisem bil jaz lastnik, gospod ima kupoprodajno pogodbo, denarni tok je bil nakazan za avto, nikdar ga pa ni kupil Rok Snežič. Tako da ne vem, kako bi lahko bil lastnik avtomobila, ki ga nikoli nisem kupil, niti plačal, niti imel registriranega svoje ime. Zdaj, eno vprašanje, nedolgo nazaj ste dejali, da z Dijano Đuđić ste tudi v zunajzakonski skupnosti nekaj časa, ne? Nedolgo nazaj, zdaj nista več. Nisem jaz rekel, da sem bil v zunajzakonski skupnosti, ja. Ampak smo bila pač fant in punca in to ne bi pa svojih osebnih stvari prosim, ne bi delil z mediji, ja. Gospa je odvetnica in me zastopa, ja. In jo spoštujem in ne bi delil dalje najniz stvari. Se pa pogovarjamo o vaši nekdanji ženi, torej, ne? Da ne bomo kaj narobe rekli. Moja nekdanja žena je Klaudija Snežič. Ja, no to mislim nekdanja žena, ne? Zdaj, ampak vseeno, vi ste se, torej ta prva lastnica avtomobila, ne, ker to vam tudi zdaj tu so očitali na sodišču, da naj bi se vidva dogovarjala za gospo Lidijo Zrnič glede prepisa tega Maseratija na gospoda Darija Ivankovića. Gospa Lidija Zrnič, kot ste tudi slišali na sodišču in bili predočeni dokazi, je Maseratija plačala z denarnim tokom, iz svojega bančnega računa ga je plačala je davek DDV v Bosni in postala lastnica. Prodala ga je na to Darju Ivankoviću. Nikjer v tem krogu ni nastopal Rok Snežič kot lastnik. Tako da je smešno karkoli drugo ugotavljati, kdo je lastnik tega avtomobila. Koliko pa vi zdaj dolgujete še državi, FURS-u? Takrat je FURS, mislim, da 1-2 leti nazaj, mogoče eno popolno, ne vem, govoril o nekem dolgu 500 000 evrov. Koliko je zdaj ta dolg, ker oni bojo verjetno te podatke ponovno poslali? Glejte, davčni dolg do FURS-a je zastaral, to je že pred letom ni absolutno zastaral. To je bil davčni dolg iz 68. člena, torej ko sem položil 1 milijon evrov na račun, sem jo davčil za 40%. Ampak je tega minilo že več kot 10 let, je ta davčni dolg že zastaral. Tako da vi niste več davčni dolžnik? Ne, davčni dolžnik več nisem, vsekako leto dni. Zakaj pa potem FURS zadržuje to avto še vedno? FURS zadržuje, ker izterjuje ne davčne terjatve, torej ne vezano z FURS-om, ampak druge moje dolgove, ki bi jih naj imel do države, niso pa povezani z FURS-om. Kakšne pa so dolgovi do države? Solidarna odgovornost po eni sodbi 150 000 evrov, kjer so naložili več in nam 6 plačilo solidarne škode, ne samo meni, ampak komu lahko vzamejo, temu vzamejo.